Živijo, dobro jutro, dober večer ali kakorkoli pač želite in kakor se spodobi. Moje ime je David Zupančič in poslušate 10. jubilejno epizodo podcasta Umetnost sledarjenja, kjer je danes z mano Klemen Thomas. Klemen je sicer iz Slovenije, to svojo zgodbo o priimku boste slišali tekom pogovora, in midva se poznava že več kot 10 let, ker sva obiskovala isto gimnazijo Šentvid. In na gimnaziji Šentvid sva tudi postala dobra prijatelja. Tako da nisva samo znanca, v bistvu je to tisti tip prijateljstva, ki se obdrži. In s Klemnom sva bila praktično redno v stiku tudi tekom fakultete, pa tudi še zdaj, ko sva oba že pridna vsak pri svojem delu. No, Klemen je drugače po poklicu life coach in to je naziv, pri katerem marsikdo, mogoče tudi kdo od vas, dvigne obrv in zastriže z ušesi, kar je super. Če vstopate v ta posnetek z neko skepso, bo za vas še posebej uporaben. In kot se spodobi za dobrega prijatelja, sem jaz Klemnovo delo spremljam že vrsto let in moram reči, da večkrat mi je pogovor z njim tudi v bistvu zelo pomagal pri lastnem razvoju in pri svoji poti. In konec koncev moram kar tako reči, da je on tisti, ki me je usmeril na moj prvi coaching seminar, kjer sem tudi spoznal prijatelja iz Nizozemske. In prav on, ta prijatelj, mi je prvi predstavil čuječnost in meditacijo. Tako da vsi tisti, ki me spremljate dlje časa, dobro veste, kako ogromen del mene je čuječnost, zato si najbrž predstavljate, da sem Klemnu za to res hvaležen. Najnega današnjega pogovora ne bom povzemal, se mi zdi v resnici brez veze, ker je preveč zanimiv, preveč raznolik, da bi tukaj zdaj v parih sekundah probal nekaj govoriti. Lahko pa samo še pred začetkom rečem to, da ima ta današnji pogovor eno ključno kvaliteto, ki si jo jaz želim za vse epizode podcasta Umetnost sledarjenja. In to je, da poleg neke nove perspektive, neke nove substance za razmislek, poleg vsega tega ponudi tudi nekaj čisto praktičnega, da vas v bistvu nekaj preprostega tudi nauči. Kot neke metode ali tehnike, ob katerih lahko vsak zase reče, wow, to bom pa jaz že jutri probal. In ta praktičen vidik je tisti izjemen doprinos, zaradi katerega imam jaz občutek, da si marsikateri poslušalec pogovor ravno zaradi tega praktičnega dela zapomni za dolg časa, ali pa od njega celo neko pozitivno spremembo na dolgi rok, kar je pa res neprecenljivo. Klemna sicer najdete na njegovi spletni strani klementhomas.com, link imate tudi spodaj v opisu epizode. To je pa tudi v bistvu vse, kar sem hotel v tem uvodu povedati, tako da navdušen sem, da ste danes z nama in vam želim zelo, zelo prijetno poslušanje. Klemen, za začetek živjo. Živjo. Kako si? V redu. Malo sem nervozen, ker se pogovarjam z Davidom, ki ima številka 1 podcast v Sloveniji. Ja, to ni zelo zanesljivo in vedno. Je pa eden bolj poslušanih. Okay. Tako da upam, da nisi privolil ta pogovor na podlagi napačnih informacij. Si mislil, da sem, Upam, da ne. da sem najboljši v državi. Ne, vedno se rad pogovarjam s tabo. No, lepo, hudo, ker v bistvu se poznajo že ful dolg, ne? Jaz sem na poti samo avto razmišljal, ko bom v predstavitvi to povedal, pač, kako bi to rekel, ampak mislim, da če štejem recimo prvi letnik gimnazije, čeprav smo tako res frendi postali pač pol malo kasneje, ampak je to tako že 15 let ali koliko, ne? Ja. 4 let, ja, nekaj tazga. Tako da se dolgo poznava, ampak tako od vseh po moje ljudi iz gimnazije, pa tako si eden od 4, s katerimi imamo kar redne stike, imaš po moje ti tako najbolj zanimivo neko zgodbo, oziroma če me kdo vpraša, kva delajo oni tvoji frendi iz gimnazije. Sem tako, 2 sta pravnika, tako en je finančni matematik, en je pa tako sex coach. En je pa sex bog. Se bova kasneje prišla do te tematike. Mislim, odkje je ta naziv. Ja, se me res zanima ta zgodba. Ampak daj povej mi, malo, v bistvu, kva delaš ti? Jaz sem trenutno coach oziroma trener za pare. Lahko bi rekel to kot nek terapeut za pare. No, daj tle, mogoče kar kaj je to coaching? Kaj je to coach? Coach za pare je lahko tudi, ne vem, igrati za tenis, mož pa žena, pa pride nek trener, pa jih uči. Ja. Kaj je to coach? Coaching v tem smislu je.
Mislim, nasplošno coach je nekdo, ki pač ljudem pomaga do neke večje jasnosti v življenju, recimo, ali pa jim pač postavlja vprašanja, ki jim pomagajo rešiti njihove težave, izzive ali pa pač uresničiti njihove želje v življenju, karkoli to že so. Ok, se pravi, v bistvu zelo generalno, ne? Zelo široko. Ja, mislim, to je nasplošno coach. Ja, ker želje, veš, eni imajo, ne vem, eni bi imeli biznis, eni bi imeli razmerje, kot si rekel. Ja, recimo coach za odnos, tukaj je pa v bistvu kot nek terapeut za odnos, ki pač pomaga ljudem biti bolj povezani, se čutiti, da si bolj zaupajo, ustvarjati neko privlačnost v odnosu, ki je mogoče izginila po letih. Aha, ok. In tvoja primarna usmeritev je v ta coaching odnosov bolj? Trenutno, ja, pač odnosi in seks. Aha. Predvsem odnosi, ker seks se ponavadi zgodi kot posledica. Odnosov, ja, upal bi, da. Ja. Čeprav kdaj najbolj tudi odnos stara kot posledica seksa. Ja, mogoče. Drugač, kaj pa ta tvoj nadimk, no? Se to je tako, ti si takrat, ki si začel enkrat po koncu gimnazije, da se bolj ukvarjati s tem? Ja. Koliko let že delaš? Od leta 2012, takrat se je začela moja pot, no, dejansko izobraževanja. No pa mogoče na hitro, če poveš, ja, malo to svojo pot, čisto da bojo videli, da sem zelo premislil, koga sem povabil sem. Okay. Ker v bistvu tako, če ti en pride govoriti, da tam dela nek zelo generalen coaching, pa pač ga nisi videl full dolg, recimo, je to skoraj to, kot pridejo oni z nekimi dodatki, pa chain marketing. Okay. Tako da malo povej, no, kako rataš zanesljiv na tem področju, ali pa kje si dobil izkušnjo na ta način? Ja, no, pač moja pot se je začela leta 2012, ko sem naredil Landmark Forum, to je pač en program v Londonu. To sem tudi jaz za svojo pobudo naredil tudi sam in sem ti še zdaj hvaležen, ker mi je dejansko naredil ogromno razliko in od takrat, čisto za intermecijo, jaz tudi spoštujem coaching, ker prej sem tudi jaz mislil, pač to folk, ki bi tako rad delal neki, pa ni naredil, ne vem, psihologije, študija ali pa kaj, pač prodaja in to kar drago ponavadi, nekaj na svete. Ja. Ampak, ko sem jaz bil na tem Landmark forumu, sem pa videl, da je v bistvu, pa to ni sponsored podcast, pač načinjamo z tega, ampak takrat sem videl, koliko je lahko dober coaching do mene. Ja, je bilo pa zanimivo, da si ti v bistvu takrat imel predsodke pred tem. Ful sem imel predsodke. In si pač imel feeling, da je to nek network marketing ali karkoli že. Ja, sam, moš me razumeti, ti si prišel tako drug človek po 3 dneh nazaj, ti si prišel tako najbolj navdušen, angažiran, motiviran in si me tako pripričal, da je to nekaj, kar nujno rabim v svojem življenju, pač ta Landmark forum. Tako da, ja, imel sem hude predsodke in mislim, da si mi tako 1 let težil, preden sem se gledal. Ja, in si vesel, da sem ti, ne? Ja, drugače sem res vesel. Ful je bilo. Sorry, ker sem te prekinil, kar povej naprej to. Ja, no, takrat se je moja pot začela dejansko. Jaz sem takrat še študiral na fakulteti za šport, leta 2012, in sem v bistvu glih nekako se počutil malo zgubljenega, sem se sprašal, kaj hočem v bistvu v življenju početi. In me je pač ful pritegnil ta Landmark forum, ker sem videl, kakšni so te ljudje, pač jaz sem sam videl tega, ki je to vodil, ki je izgledal ful karizmatičen. Ja, in pač jaz sem si sam rekel, okay, ne vem, kaj oni tukaj delajo, ampak jaz če dobim nekaj od tega, bom to zame vredno. To je ful dobro, veš kaj je dobro, ker veliko ljudi, ki vidite enega tako, ki nastopa na ta način, karizmatično, tako si reče, koliko bi jaz rad bil tak, ampak se nisem tak rodil. Se pravi, ti praviš, da veliko tega se da tudi priučiti oziroma zvadati. Ja, mislim, jaz sem imel recimo prijateljico, ki je pač šla na, ker sem jo poznal odprej in sem videl, kakšna je bila potem in sem dejansko videl, da je ona to dobila, da se je spremenila. Potem sem videl, da pač tak je to vod, tudi ima to karizmo oziroma, ne vem, kako bi sploh to opisal. In sem rekel, ok, pač zgleda se to, da... V bistvu, kakor sem jaz dojel, ko sem gledal, tudi pol se povezal z nekaterimi, ki smo skupišni preko teh kakšnih coaching metod, da je to kot nek odnos do življenja, ki se mi zdi ful bolj razbremenjen, zato ker tako se mi zdi, da z dobrim coachingom ti dobiš nek občutek odgovornosti, da si v bistvu sam za veliko stvari odgovoren. Ne to svet okoli tebe, kar je v bistvu sproščujoče, ne? Ker sam sebe in svoje stvari ful lažje urediš in spremeniš, kot spremeniš cel svet. In to, kar si rekel, da gledaš unga pa rečeš, jaz bi tudi bil karizmatičen, je, kaj lahko naredim, je ful bolj dober, kad da rečeš, jaz bi tudi bil karizmatičen, ampak se nisem tako rodil. Škoda, pač, ne bom tako. Ja, nekateri ljudje pač to rečejo in njim, nažalost, pač ta rast se pač ne zgodi, ne. Ampak če zdaj govorimo o moji poti, jaz sem potem pač 2 leti treniral s tem Landmark Education se je takrat imenoval. Sem pač redno hodil v London, tako, ne vem, 10-krat na leto, recimo, po 2 leti. Potem sem šel pač v Amsterdam, ker sem pač tudi 1 leto študiral, pač je bila ena šola, kjer smo imeli pač delavnice na temo pač človečnosti, pač te, ko se reče,
neagresivne komunikacije. To je po angliški non-violent Non-violent communication, kako je slovenski prevod. Ja, tudi jaz ne, ampak to, kar si mi napisal, da si delal NVC, to sem jaz v teh tečajih človečnosti tudi veliko videl. Ne. Aha, ja. Lahko bolj še malo se pri tem ustavljamo, no, se zdaj povejti to, kar me zanima še naprej. Ja, jaz sem potem pač šel še po tem letu v Amsterdamu, sem še delal delavnice po celem svetu, v San Diego, Ojai, Kalifornija, Bali, Barcelona. Pač po celem svetu sem dejansko hodil in delal te delavnice. In pač v enem trenutku sem pa jaz začel to učiti. Se pravi, v bistvu tle, kar je pri coachingu, ni nekega smeri na fakulteti, na Univerzi v Ljubljani, recimo, ki bi ti dala ta znanja. Se mi zdi, da to je tudi dvorezen meč, ker pa lahko marsikdo reče, da je coach in ne veš, a je dejansko pol največji pokazatelj to, koliko ima strank, ali je to sam spet posledica tega, da je mogoče najdu nišo, da se je dobro prodal. Ali je največji, kako bi ti recimo rekel, da se lahko predstavi nek coach, kako lahko nekdo, ki to posluša, pa bi recimo rad probo coaching, kako lahko loč, kako lahko ocen. A tako recimo, kot si zdaj rekel, da pogleda nek CV, leta izkušenj potovanja, ker se mi zdi, da pač je ful razlika med ljudmi na tem področju. Ja, dejansko tukaj ni res nekega objektivnega načina, da najdeš tazga človeka. Pač zato bi mogli neke raziskave delati, velike, kakšne rezultate, kakšne coachi področja, ampak lahko pa pač gledaš, recimo, kakšne rezultate ljudje dobivajo. Tako je. Lahko pač, recimo, jaz sem s svojimi strankami tudi dejansko pač in poslal neko formo, oziroma Google form, da se ga spomnil. In sem pač s pomočjo tega pa videl, kakšne rezultate so ti dobili. In pač to tudi objavljam, recimo. Ja, tako kot feedback metoda je. Pa mislim, da pri tem je tudi veliko, je šel kot pa recimo, jaz sem ta jiu-jitsu treniral in imaš tudi pasove, ki ti da, učitelj ti da pač pas, ampak to lahko učitelj kjerkoli da in je ful odvisno tudi, kateri je bil tvoj učitelj. Ker veš, da eni so pač tisti res profesionalci, ki tudi imajo zelo visoke standarde, zato kdo je en postane črn pas. Tako da iz tega vidika ti si tudi se učil pri nekaterih takih na področju coachinga. Ja, bi rad rekel meni. Ja, pomeni, ja. Pač recimo Katie and Gay Hendricks, pač, Gay Hendricks je pač avtor knjige The Big Leap. To sem malo pogledal, nisem je še prebral. Pač New York Times bestseller. 100,000 plus izvodov, ne? Ja, on je pač... To upam, da je moja knjiga na poti. Ja, on je pač napisal več takih knjig in jaz sem pač osebno se pa njemu učil v Kaliforniji in sem še vedno v procesu izobraževanja. Ampak ta Big Leap, v parih stavkih, kaj to pomeni? Big Leap je v bistvu... Velik skok nek. Ja, v bistvu kot nek preskok on to opisuje kot nek preskok iz življenja, kjer se trudiš sam preživeti. Pa pač v to, da pač sprostiš svojo kreativno energijo v svojem življenju in pa odnosih. To je kar depresivna misel, ko se mi zdi, da tako malo, če gledaš ljudi ali pa sebe kdaj, ko padeš v neko rutino, tako pač budilka, zajtrk, WC, po to službo, po domov, tako zvečer, ne vem, 1 ura TV, pa spati, pa spet, ne. In v bistvu čakaš petek, pol čakaš december, pol čakaš dopust in ne vem kaj, pol čakaš. Čakaš konc life. Ja, se to je. In a veš, to meni tudi ljudje ful me sprašujejo, kje najdeš čas za podcast, za knjigo pisati karkoli ob tvoji službi, ki je kao ful težka, pač je ful težka, se mi ful časa vzame, ampak pač to je življenje, ne, mislim, za stvari, ki te veselijo, moraš najti čas in ga v bistvu dezignirati. No, to je spet coaching, takrat, ko sem enkrat, po mojem na faktu si mi ti predlagal tudi Tony Robbinsa in njegov seminar Time of Your Life, ki je o time managementu. To je meni bilo recimo super. Ker tam on recimo loč te cone, ne spomnim se več podrobnosti, ampak to je ful zanimivo, take stvari so, ker se jih sploh ne spomniš več podrobno, ampak ene stvari si ti pa tako zavedno usedejo v glavo in jaz vem, da imaš nekaj, on ima te cone, recimo ena je ta cona nekega dela, ki ti bo nekoč pač koristilo, recimo služba in tako, ampak vsak človek ima nek zone of distraction, se pravi, ono, kar rabiš, da te malo zamot, pa sprosti recimo TV zvečer 1 ura, ali pa ne vem, neke neumne hobije, ali pa pivo s frendi, tako. In za zdaj je pa odvisno, ali boš ti temu distraction dal 4 ure na dan, ali boš mu dal pol ure na dan, a ne, nekdo, ki bo dal 4 ure na dan televiziji, bo najbrž manj naredno. Tako, definitivno. Zanimiv seminar še vedno, no, mogoče ga bom še kdaj obisku. Ponovno, če to je že kar strne. Tudi ta Tony je že kar v letih. Še vedno. Still going strong. Ja. Še vedno pač. Ja, se ne poslušaš v njegov glas, vidiš, da protko ima trajno poškodovan glas od nastopanja, kar impresivno. Ja, hudo. Pol v bistvu si ti zdaj preko vsega tega si prišel do točke, ki si najbolj ukvarjaš z
odnosi v partnerskih zvedah? Ja, dejansko jaz sem v bistvu vsako to delavnico sem naredil zato, ker me je zanimala, ker sem bil pač strasten glede tega in pač vedno sem opazil neke rezultate v odnosih, ker sem jih pač takrat imel s svojimi puncami in potem sem se pač spraševal, okay, o čemu se počutim najbolj samozavestnega, kje sem jaz največ zrastel in sem pač se odločil, da bom začel učiti na tem odnosu. In ljudje so dobili kar dobre rezultate, tako da. Se pravi, tudi tebe je tak najboljši feedback, ti je najbrž povratna informacija. Definitivno, ja. Veš kaj, da mi pol povej, a pol največ promocije oziroma največ ljudi tebe najde pol prek ustnega izročila med sabo? Ja, dejansko veliko in tudi veliko me najde, ki jih dejansko spoznam, pa se pač pogovarjam z njimi. To je dejansko še najbolj naravno. Je pa tudi pač ljudje so tudi na moji e-mail listi, pač na e-mail novice prejemajo. In mi pač všeč in potem pač ljudje začutijo, ker so pripravljeni in mi pač pošljajo mail, da pač hočejo več. Hudo. Pa Dej, kaj bi te vprašal? No? Mislim, zdaj tako, že ful enih istočnic mi do v glavi, ampak mogoče, zdaj, ko si že omenil, ne bom niti čakal, ko bom pol pozabil, ta non-violent communication, to se mi zdi ena taka dobra istočnica, ki se mi zdi, da, ker zdaj, če primerjava, recimo, ti si rekel, da je kot neke vrste terapija lahko coaching. Ampak jaz mislim, da je tle taka stvar, kjer jaz vidim razliko, je, da jaz recimo v svoji zvezi zdaj ne bi šel na terapijo, če ne bi imela težav v zvezi. A rabiš težave, da greš na coaching? Ne rabiš. To ne. Dejansko, ti si mi v bistvu prej so se pogovarjali, da je pač to zgodbo, ki je pač moja mami je nekaj časa, enkrat je pač rekla, zakaj ti hodiš na vse te delavnice, pač, a te nisem dobro vzgojila, a sem nekaj narobe naredila kot mama in pač jaz sem pač rekel, edini način, da bi me ti lahko vzgojila tako, da ne bi nikoli šel na nobeno delavnico, je, če si Bog. To pomeni, da vse narediš čisto pravilno, kar pač dejansko ni možno. Ja, ker tudi, mislim, naravno je, da ti starši nekaj dajo, izhodišča vzgoja in to, ampak se ti moraš razviti kot človek. Ja, pa tudi niso popolni in pač delajo napake, pač včasih. Absolutno. In to je meni pri coachingu, zdaj ne vem, mogoče ti veš, nekaj sem prebral, da vsi te veliki ljudje, neki CEOs, trenerji, dobri, ne vem, protenisači, da imajo tudi coache. Pač vsak profesionalni športnik, vsi najboljši poslovneži, vsi najbolj uspešni ljudje na katerem področju imajo pač svoje trenerje. In to je dejansko ena stvar, ki sem jo hotel povedati, ker sem se pogovarjala o kaj so izzivi ali pa predsodki ljudi, je pač, da ti greš na terapijo ali pa dobiš coaching, če je nekaj narobe s tabo. Ampak dejansko eni najbolj uspešnih ljudi na svetu, mislim, najbolj uspešnih ljudi na svetu, imajo svoje coache. In pa tudi ljudje, ki mogoče imajo težave, pa pridejo na coaching, ki so pač odprti za to, da rastejo, so mogoče lahko 1 leto ali pa 2 kasneje pač bolj srečni in bolj zadovoljni v svojih odnosih, čeprav so bili prej slabši kot recimo nek normalni človek, če se lahko tako izrazimo. Ampak pač zato, ker so pripravljeni rast, so lahko leto 2 kasneje pač veliko bolj srečni in zadovoljni kot nek povprečen človek. Ja, mislim, da je tle ta ključna razlika. Po eni strani tudi terapeut, psihoterapeut, pa psiholog, se mi zdi, da je tudi boljši naslov, če imaš ti res hude duševne težave, neke hude depresije. Da coaching je pa nekaj, kar ti pomaga, meni, seveda, jaz vedno vračam tle te besede odgovornost, ampak pomaga ti spoznati, kaj vse si ti dolžen narediti do sebe. En tak primer je meni, zdaj, če pri tem non-violent, ne, to moram nekako prevesti, neagresivna komunikacija, po moje. Znotraj enega tečaja človečnosti, ki sem jaz bil na njemu, je bil prav en sklop o komunikaciji, ki mi je bil ful všeč in smo se to pač učili in se spomnim, da sem doma še nekaj pol te videe poslušal ta predavanja in pa sem pač mogel na faks zvečer na neke vaje in sem se pač začel peljati s kolesom tja. In sem šel čez cesto in sem pač šel po pločniku po napačni strani s kolesom, tam, da bi pač zavil levo proti faksu in tako pač kolesaril in en hod proti meni in tako pač bilo je dovolj prostora za oba. Nisem ga poznal en tip in se mi tako zadere, kje ti furaš, idiot? In pač jaz sem tako nazaj rekel, jaz se res opravičujem, tle sem zavil, ker moram iti tle dol, upam, da se vas nisem pred zmotil. Tako, čisto iskreno, ne tako, da ga zdaj bavam. In mislim, on je kar tako me pogledal, kot da sem ga udaril pač. On ni pričakoval, niti slučajno, on je mislil, da bom jaz nazaj, kva ti men, dej, idiot, in da se bo lepo zdrla in to je to. Jaz sem bil pa tako, sorry, tle sem zavil, moram levo, bom drugič bolj pazil, upam, da te nisem tle zmotil. In on me je tako, ampak veš, na ta način se delajo razlike in kaj hočem reči, da ljudje,
da sem naredil izpeljavo iz tega, kaj si dolžen do sebe. Ne? Ker ljudje se mi zdi, da so tako, jaz mu moram povedati nazaj. Ja. On si zasluži, da ga jaz naderem, pa jaz si zaslužim, da na ta način. Ne? Ja. V bistvu veliko te rečeš, taki ljudje si zaslužijo, da jim poveš, kva jim gre. Ne? Kva, če ne bo pa on skozi agresiven do drugih. Ja. Ampak povej mi ti, evo, kot coach, a bo on se prej spremenil, če bom jaz nazaj rekel, idiot, jaz le furam. Ali če bom jaz tako reagiral, da bo dejansko njemu njega je sram ratelj, pač, ker sem bil toliko ljuden nazaj. Ja. Pač on je za sekundo pomislil, ok, a sem jaz le ga nadaril, pač lih kar enega tujca. Ja. Na kakšen način boš naredil ti spremembo? In ne gre tle za to, kaj si on zasluži, da jaz naredim, ampak kaj si jaz zaslužim. Pač. Kako se bom jaz počutil, če se tle zderam na tujca na poti na faks, pač prišel bom vse živčen tja. Ja. In pač adrenalin mi bo porastel, pustimo zdaj, a je on dober človek, a je on nesramen do mene, a je on prav naredil to, da me nadrl. Ampak to, da jaz pomislim, on si zasluži, da ga bom zdaj jaz nadrl, raj pomislimo, a si jaz zaslužim, da me on tle sprovocira in da gremo v ta konflikt. Ne. To se mi zdi ful boljše. Ker če v bistvu ti odreagiraš na isti način kot on, si se takrat v tistem trenutku spustil na njegov nivo. Ja. Če pa ti odreagiraš na tak način, kot si ti, kar opisal, pa ti v bistvu njega povabiš na nek drug nivo. Tako, ja. In to je pot do sprememb. Ne. Ja. In take stvari še ti odklenejo. Ne. Nekaj razmišljati, ok, a sem jaz bil danes do vseh, ki si to zaslužijo, nesramen, a veš, do unga, ki me je zafrkaval, do unga, ki me je nadrl, do unga, ki me je za hrbtom govoril, a sem si poravnal račune kao, ne? Ampak jaz ti povem, pa naj vsak zase pomisli, kdaj se je nazadnje boljš počutil, ko se je zdrl na enega. A veš, kdaj je nazadnje bil miren, pa srečen. Ali je boljš, da povabiš sej, lej, konflikt da je rata, ne mi zdaj tle misli, da se jaz nikoli ne skregam z nobenim, pač stres pride pa to, ampak sam tako za introspekcijo in taka vprašanja ti odprejo, taki pogovori, ta coaching to ni tako, da imaš ure in ure in ure, lahko imaš sam kakšne, že to pol, ko narediš neko mrežo ljudi, ki na tak način razmišljajo, meni to ful pomaga, lahko tebe ali pa enega frenda tako pač pokličem, pa se na ta način pogovarjaš. Ja. Ok, tle sem zdaj malo spelil stran, ampak tle, če te vprašam recimo, kaj smo o tem non-violent communication, a imaš kakšen primer tako iz prakse, ki je kdo prišel lih s takimi težavami ali pa kakšen še lifehack, kakšen nasvet ali pa kakšen način, da ste to rešili, ki ti pade v glavo? Ja, recimo, mislim, ena glavnih stvari, ki jih jaz delam recimo v coachingu za pare, je to, da pač pomagam ljudi pripeljati do tega, da pač samo čutijo svoje čustva, namesto da pač s temi čustvi eksplodiraš pač ti na nekoga drugega. Pač običajno je pač problem v tem, da se par krega, ja. In pač vsak ima svoje razloge, zakaj se krega, ampak dejansko, kaj pa reš zadeva, je pa, da v bistvu malo preusmeriš pozornost iz te situacije, pa problema, pa dejansko, kaj jaz čutim v tem trenutku, kaj je moja globija resnica. Temu bi jaz rekel unarguable truth, pač neka resnica, s katero se ne moreš kregati. In to je pač običajno, kaj jaz čutim v tem trenutku v svojem telesu, ali pa recimo, kaj se je praktično zgodilo včeraj. Včeraj sem se pel s kolesom, ob 4 popoldne, zdaj trenutno čutim žalost in jezo v svojih kosih. Aha, se pravi, na ta način v bistvu banaliziraš, v bistvu sprejmeš te občutke kot nekaj normalno prisotnega, ja. Ki ti ne definirajo cele izkušnje, ne, ampak so samo del izkušnje. Ker to se mi zdi, da je fora, tudi, ja, to sem jaz tudi razmišljal, da rečeš, jaz sem jezen in ta jeza je zdaj vse, kar si. Ne pa jaz ta trenutek čutim jezo. Ja, dejansko, ko si rečeš, da jo čutiš, pa jo mogoče se opišeš, kje v telesu jo čutiš, ja. Že postaneš nekaj več, ti nisi več jezen, ampak je jezen nekaj, kar je en del tebe. Tako, poleg tega je tudi del tebe, da imaš ljubezen do te osebe, naklonjenost, ja. Sprav, v bistvu odkriješ več stvari hkrati, ja. To sem tudi v eni knjigi bral, da kao, mi rečemo I am angry, pač jaz sem jezen, rečeš pa ne vem, jaz jezdim konja, pač nikoli ne rečeš, jaz sem konj, če greš pač. Ja. Zakaj ne bi rekel, jaz čutim jezo ta trenutek? Ja. Poleg tega, da čutim tudi druge stvari. Ja. In je to sam del enega. In kaj se pogosto zgodi, je, da nekdo drug potem tudi izrazi. Jaz tudi čutim jezo in žalost in se v bistvu, ko si oba pustite začutiti, se v bistvu ustvari neka skupna točka, kjer se oba lahko povežeta. In za trenutek pozabite na problem, ampak sam čutim nek skupen problem. Sam čutim neko povezavo v tistem trenutku in potem se pač problem veliko lažje reši. Ja, se pravi, to je ful izziv, to se mi zdi pri vzgoju otroka, veš, tudi kdaj, da ugotoviš, da si na isti strani.
Ker si tako, da ti ga zdaj malo nos, jaz sem že čez zmatran, pa da sem po noči nisem spala. Ja. In pa si tako, najin skupni cilj je pač, da umiriva tega dojenčka in tako smo družina. Tako da mislim, to je kar zelo velik. Ja. Zelo velik izziv. Lahko mislim. Zdaj, ko smo lih par dojenčkih, nekaj si rekel, da bo razložil, zakaj so ti govorili seks god včasih. Ali seks bog. Pač v eni točki sem naredil spletno stran, kjer sem v bistvu pač nekako postavil vprašanje, kakšno bi bilo to življenje, če bi bil ti seks bog in bi ti pač ženske govorile to, pa to, pa to, pa to. Aha. In pač to so dejansko bile stvari, ki sem jih jaz izkusil ali pa moje stranke izkusile. In sem pač nekako... Se pravi, si tudi coachal razmerje v take intime, kot je pač tudi spolni odnos. Ne? Definitivno. Ampak tako, če rečeš spolni coach, si kdo predstavlja, da tako stojiš zraven, pa si tako, ne, malo bolj potiski. Ali malo hitrejši. A je bilo to? Is that all you got, kao? A si to delal? Ne, definitivno ne. Se pravi, seks kot tudi odnos, v bistvu. Ja. Ali pa tudi pač, da dejansko se pogovarjaš o tem, kaj se dogaja med seksom, recimo pa kakšen. Recimo ena stvar, ki se mi zdi ful dobro vprašanje je, a si ti, če bi se seks v kateremkoli trenutku ustavil, a ti je to ok, a boš lahko veselo odkorakal stran, pa pač prijel za eno knjigo, pa pač, to je recimo tak dober test, ne? Ok. Ker pač, če si, to pomeni, da si ti bil pač res samo prisoten v trenutku, in si, med tem se te bom pa še eno staro vprašal. Okay. Bojim se. A si ti pač res samo prisoten v trenutku in samo uživaš v tem, kar se dogaja in pač, če se to konča, a ti bo ok, da boš odkorakal stran, to pomeni, da si ti dejansko res bil prisoten v trenutku. Ali pa pač boš razočaran in če si razočaran, to pomeni, da si ti ima neke pričakovanja, kaj vse se bo še zgodil in to je lahko zelo velik problem, v bistvu težav, zato ker se v bistvu pričakovanja lahko ustvarijo to napetost in pač nek pritisk lahko druga oseba pa čuti. Pressure, pač nek pritisk da perform. Pressure to perform, ja. To je dobro izhodišče, drugače, če lahko le rečem, ja, ker... A si pripravljen kadarkoli veselo odkorakati in brati knjigo? In če nisi tako, je zanimivo malo raziskovati, kaj... To je ful dobro izhodišče, zato ker se mi zdi, da seks, a veš, naj bi bil itak najvišja, največ sprostitev, čisto evolucijsko in užitek. Lahko je pa tudi vir enih največjih težav. Ful. Pač dejansko pari imajo dva največja razloga, zakaj se kregajo ali pa celo ločijo. Eno je denar, drugo je pa seks. Dobro, to tako ful močen udarca, veš, če tako misliš zelo banalno, ne, kao seks je tisto, kar je najlepša stvar v zvezi, lahko pa sproščen si pa to, ampak absolutno to, ko si rekel, in ljudje imajo pač tako, tudi somatske, se pravi, težave na telesu pola, ne, pač boleči spolni odnosi, motne erekcije, zato ker ti bereš stvari, pač gledaš tudi lahko pornografijo, pa tudi če ne, v bistvu ta pressure to perform, se pravi, da moraš nekaj dokazati, tudi v filmih hollywoodskih in to, veš, kdo je največji James Bond frajer, ki je vedno pripravljen, vedno so vse ženske zadovoljne, ne vem, pa imaš te neke norme čist družbene, koliko časa mora trajati, kakšen mora biti, kako mora se obnašati moški, kako mora zgledati se obnašati ženska. In veš, to se nikoli nisem vprašal, in je full dobro point, če ti, ker to mi je pri tvojih teh, ko sem te spremljal tudi takrat, ne seveda kot podporni prijatelj, ko si imel te seks coachinge, ki so tudi meni bili zabavni, tako smo bili stari, ne vem, 19 let. Ampak mi je bilo ful dobro, ker nisi nikoli šel v to, ker to bi lahko bil dejansko tak seks coaching na obraten način, ki bi še večjo to anksioznost, se pravi, bolj spet to, kako boš čim boljši ljubimec, kako boš dalj časa zdržal, kako boš, ne vem, až take stvari. V bistvu si pa ti vedno, se mi zdi, učil, kako biti prisoten, kot neka čuječnost, ne? Kako biti prisoten za najboljši način, najboljša novica glede tega je pa, da ko to delaš, se dejansko kot side product oziroma stranski rezultat zgodi, da pač lahko tudi del cajta trajaš, da si najboljši ljubimec, da si pač vse ostalo. Ne smeš pa tega pričakovati kot cilj, ne? V bistvu vir tega je pa nekje drugje. Je pa v bistvu v tem, ko si ti prisoten v trenutku, koliko si sproščen, koliko si čustveno povezan z drugo osebo. In mimo grede, spolne erekcije, pa... Motne erekcije, sorry. Erekcije pač, problemi z erekcijo, ali pa recimo bolečine pri ženski, ali pa recimo problemi, da ženska ni dovolj pripravljena, pol boli. Pripravljena, recimo, je dostikrat posledica čustvene povezave. Ko se pač par poveže še bolj čustveno, se marsikateri, ali pa recimo, da si posledica tega, da si par ne zaupata 100%. Dostikrat je kakšna stvar nerazčiščena in je to v bistvu neka blokada,
do te energije, privlačnosti in tega. Torej, ker se te pa čustvene stvari ali pa stvari zaupanja razčistijo, potem običajno ta spon energija pač teče. Seveda, ker v bistvu je zadnji neka sprostitev spet, ki jo potrebuješ za dober odnos. Jaz sem prebral eno ful zanimivo misel, sploh ne vem kje, da je seks edina aktivnost, kjer so amaterji boljši kot profesionalci. In mi je bilo tako ful zanimivo v smislu, a veš, teh igralcev recimo in to. In unih, ki tako ful razmišljajo, pa se poglobijo. Ali pa tako en, ki mogoče sploh še ni nikoli, ali pa je pač parkrat in je tako mal plašen, ampak pripravljen sprejeti celo izkušnjo in celega tega človeka, ki ga ima rad, točno ta kot je, kot si rekel. Mentaliteta belega pasu. Točno tako, ja. Nekega začetnika in če se prekine čez 15 minut ali pa čez 2 minuti, neki zmot, si tako, ok, to so bile tako najlepše 2 minuti danes. A veš, in to je res zanimiv pogled. Ja. Ok, v tem trenutku te bom vprašal. Enkrat si ti pogledal tako 3-minutne video na Facebooku od mene. Pričakoval sem to vprašanje. Upam, da si se pripravil. V glavnem, enkrat si ti pogledal tako 3-minutne video na Facebooku od mene, ki je govoril o seksu in potem si imel neke zelo prijetne rezultate, a bi rad podelil, kaj se zgodilo. Mislim, jaz se spomnim takrat, ko si ti to ful pošiljal, to sem rekel enkrat, jaz bom pač malo pogledal, kaj to pošiljaš in si imel neki v smislu, točno to, kar se zdaj pogovarjava, neki v smislu, da greš v spolni odnos in v ta odnos na način, da ničesar ne pričakuješ, ampak res samo, pač čista čuječnost je bila, no? Ker si takrat že veliko čuječnosti vadu, ampak paradoksalno seveda v spolnem odnosu nisi to nekako... Ne razmišljaš, sej naj ne bi, no, ampak razmišljaš druge stvari, kot sva se pogovarjala in to, ko enkrat daš pristno čuječnost v odnos, res začutiš tisti trenutek, res začutiš ta von, dotik ene osebe, ki jo imaš res rad. In ne razmišljaš samo, a zdaj je to v redu, a grem bolj tja, a je to hiter, a je to počas, a sem... Nekako brez pričakovanj in da se res sprostiš. In sem ti pol napisal, Klemen, pogledal sem tvoj video in res ful dober, hvala, ne, to pač dober delaš in upam, da te veliko ljudi spremlja. In pa vem, da je tako pač 2 dni kasneje grem malo pogledati tvojo spletno stran in tako neki izpolnite svoje neki seks sanje, pa tako spodaj. David Zupančič, citat, kao. Svoj nisem vedel, pa si me tako napisal. Res sem užival, pa neki... A te res nisem vprašal? Ne, pač, se mogoče si me, po moje si me. Ne, sem tako, spomnim se, da sem ti tako, mogoče sem ti rekel, lahko veš, da mi je bilo ful všeč ta video. Pa tako še moja fata si dal zraven, da bojo ljudje vedeli, kdo je bil zelo zadovoljen z videom. To je bilo res dobro. Tako da, meni je to spet, pri seksu se mi zdi, da sploh mogoče ta coaching je lahko pač tako intenziven tudi, da moraš stvari razčistiti, pa se navaditi, pa delati na tem, ne, je tako work. Ampak na področju tem je pa coaching to, da te prepriča, pač sprost se. Mislim, dejansko ena stvar, ki bi mogoče tukaj challenge oziroma te izval, da v bistvu takrat, ko gre coaching res dober, je posledica enih največjih občutka notranjega miru, sprostitve in pa svobode. Dejansko to je glaven cilj. Pač običajno ljudje prijo zaradi neke težave, recimo težave odnosov, ampak glaven rezultat, ki jo ljudje običajno imajo, je, da čutijo večji notranji mir, večjo svobodo, večjo povezanost s tem, kaj dejansko oni hočejo, kdo so. Tako da zaradi tega pa coaching dejansko ni delo. Ja, mislim, včasih pač se intenzivne stvari zgodijo in pač prijo neke čustva. Kot po vsaki terapiji lahko odkriješ. Pač, recimo jokajo, ne vem, pač čutijo neko zelo močno jezo. Ampak pol, ko se ta zadeva sprocesira, kar se običajno zdi precej hiter, če se temu ne opiraš, recimo 50 minut, potem ljudje čutijo veliko večji mir in pa sproščenost, kot so pa čutili 10 minut prej. Ne? Ja, mislim, to je moja izkušnja s coachingom, da je prijeten. Valjda pa ja, kot v vsaki psihoterapiji tudi in v meditaciji, se lahko ti sprostiš in odkriješ stvari, ki so bile prej malo zakrite in ki so v resnici neprijetne. Ampak se pač to je v redu, da razčistiš tudi take zadeve. Pač stvari, s katerimi se ljudje soočajo s coachingom, so običajno že prisotne pri njih vsak dan in jih pač mučijo, bolijo pač in tam mogoče pač pogledaš v to stvar in za trenutek mogoče malo bolj zaboli. Potem si pa pač, kot da bi imel neko rano, recimo, pač, kot da bi cel življenje, recimo, hodil okrog z neko zlomljeno nogo, pač mogoče v tistem trenutku treba nogo malo naravnati, potem je pa pač boljše, ne? Ja, razumem. Ja, zdaj, to sem tudi opazil tudi pri tvojih stvarih, ki sem jih bral malo, ampak da je ful veliko na tem iskrenosti pa odprtju.
Ker ljudem se je grozen pogovarjati o teh stvarih kdaj. Ja. Tudi tako z najbližjimi, recimo ženo, s partnerjem. In to je spet lahko ta predpostavka, veš, da moški mora biti hladen, cool tip, ki ne bo nikoli govoril o čustvih, pa ne bo nikoli jokal, pa on je pač vsaka ženska bo zadovoljena od 5 minut. A veš tako, nekaj ta pričakovanja je spet iz filmov, iz nekih in da ti si vedno imel tako pač in to je meni ful dobro, da to jaz skozi delam, odkar sem tudi te seminarje in coaching in karkoli, ampak nek generalen pravilo življenja, da se pač odkrito pogovoriš. Ko priješ mimo tega, da ti je bed do sodelavca, pa reč, oprosti, prej si me mogoče narobe razumel, ker sem začutil, da si pač res jezen name, pa ti sam hočem reči, da pač jaz te spoštujem in nimam čisto nič proti tebi in rad s tabo delam, upam, da nisva se. Ampak to je težko narediti. Lažje je tam sedeti pa tako, o ne, kaj si on misel o meni, upam, da bo vse v redu. A veš, koliko bi bilo lepše, če bi vsi razčistili nekako. To no, da je ta poudarek najbrž v zvezi še toliko bolj pomemben. Ne? Definitivno. In pa jaz, recimo meni je en znanec enkrat rekel, vse ne rabiš svoji punci vse povedati. Pač, najbrž sicer res ne. No, mogoče res ne, recimo kakšne irelevantne podatke, ki bi pač samo povzročili neke negativne posledice. Ampak doskrat, običajno pač dejansko je najbolj, da si vse poveš. Pač res. Ker vse stvari, ki jih ne poveš, spet ustvarjajo neko blokado, ki potem pač dejansko uničuje odnos in pa tudi uničuje povezanost samega sabo, ker v bistvu ti je kot neko breme, vsaka stvar, ki jo nisi povedal, izrazil. In pač ljudje so dejansko presenečeni, ker jim povem, do kakšnih detajlov jaz pač se pogovarjam, recimo z mojim partnerjem o tem, kaj čutim. Ne? Pač izrazim, da sem pač čutil privlačnost do neke osebe pač v prejšnjem trenutku. In pač to marsikdo si ne bi upal izraziti, ampak mogoče je v tistem trenutku pač to izziv izraziti, ampak dejansko na drugi strani ful več svobode. Mislim, da to malo tudi pol gradi neko dolgoročno zaupanje najbrž. Ker ona pol ve, da v bistvu, če boš imel nek pomislek, če boš nekaj želel, boš to povedal. In ker ljudje, velik stres v zvezah, pa v tudi delovnih razmerjah, pa tako je, kaj si on v resnici misli. Kao, da si mi ti rekel, mej lep dan, res je bilo v redu na pivu, pa si tako v glavi, ok, se to je rekel sam. Tako res je nekaj skozi gledal na telefon, a mu je bilo res v redu, a je on sam ful hitel. In če ti živiš z nekom ali poznaš nekoga, ki je toliko iskren, da boš rekel, ok, pač, če mi reče, všeč mi je bila tvoj nastop, ali pa všeč mi je bil večer, ki smo ga preživela v gledališču, boš vedela, da je to absolutno iskreno. Kadar ti bo rekel, vse predstava je bila dobra, čutil sem, da si ti tako mal razmišljal o službi vmes, a si imel tak dan, mislim tako, drugič bi mi bilo bolj, če se posvetiš, a veš, vedel boš, da ti bo ta človek zaupal tudi dvome in tudi nekaj, in to je pač ful osvobajajoče na nek način. In tudi pač izziv, ne. Recimo ena stvar, ki sem jo pač v prejšnjem odnosu imel, je, da pač, ko je moja punca se začela čutiti tako pogosto privlačnost do drugih moških, je pač ona to izrazila in smo pač vedela, da je nekaj morala razčistiti. In potem smo pač pogledali, kje se je kaj zgodilo, ker se mi, da ona meni občuti, da mi ne more zaupati in so pač imela te težke pogovore. To so težki pogovori. Zelo težki, ampak pa so se pač zelo intenzivni, pa so se počutila veliko bolj povezane, veliko bolj privlačnosti in pa ni več čutila pač te prevelike privlačnosti do drugih moških, ker je pač se počutila povezano in izpolnjeno v najnem odnosu. Ampak tle pa lahko iz tebe zdaj izzovem, recimo, da bi pa ona bila z enim moškim, ki se pa ne bi toliko s tem ukvarjal, da bi recimo, to se zgodi, kdaj je pač en človek v zvezi, ki se recimo gre na coaching, meditira, drug je pa malo bolj skeptik, še eno se imata rada, kakorkoli. In če bi bila zdaj recimo, da ti pa ne bi tega delo, ona bi pa bila na tak način povezana, bi pa lahko v bistvu tudi poslabšala situacijo. V bistvu, če ti ne bi bil pripravljen na tak pogovor, bi lahko rekel, ok, ona to, da čuti privlačnost do drugih moških, je znak, da midva ne more biti skupaj, ker mora biti vedno in samo do mene. A veš? In se mi zdi, da tukaj je zdaj vprašanje, a je varno to s katerim koli človekom. Najbolj je dobro, da je cela ta pot skupna, tudi coaching. Se ne ima, pridejo kdaj posamezen človek. Tudi definitivno, tudi s posamezniki. Ni vedno para. Mislim, običajno delam pač s pari ali pa pač z samskimi ljudmi, ki pač si hočejo ustvariti nek odnos, recimo. In to je tudi spet nekako, sej valjda, mogoče na dolgi rok taka zveza ne bo delovala, če nekdo ni pripravljen na pogovore, drug pa je. Ampak to je izziv, ko ga jaz vidim, da ne bo,
ker to je ta namen pa posledica, to sem imel tudi v enem drugem podcastu, ko sem imel o komunikaciji. Tvoj namen je razčistiti, posledica, ki si jo interpretira lahko partner, je pa, ok, on mi govori, da nisem dovolj dober za njega in to ne bo nikoli delovalo. In tle je treba biti pazljiv. Jaz se mi zdi, da je to najbolj safe, če sta v bistvu oba v nekem tem procesu in vesta, zakaj se deli. Ne? Ja, najlepše je, če oba skupaj rasteta. Ne? Ja, tako. Je pa včasih pač izjiv, da en raste, drug ne raste. Zdaj več opcij ne, odvisno kaj ta druga oseba želi. Ne? Recimo ena opcija, da pač ta oseba se počasi tudi začne razvijati in pač nekako rastete skupaj in se razvijata, to je pač idealna. Mogoče pa ta oseba pač, druga oseba ne želi rasti in hoče pač ostati, kjer je, druga oseba pa hoče rasti. In mogoče, če pač res bi bila taka situacija, bilo mogoče bolj zdravo, da pač se razideta. Ja. Ker pač v drugem primeru bi pač ona bi od njega pričakvala, da bo pač se razvijal, on se pa ne bi hotel. In pač dejansko, on bi pa pač dejansko njo ustavljal pri tem, da pač se razvija še naprej. Ja, ker to te zelo ustavlja. Ja, tako da pač mora biti neka... Mislim se, ali ljubezen ni nikoli preprosta, ne se veš. Se mi zdi, da drugi pol tega, en pol je, jaz bom odgovoren za to, kakšen sem in se bom razvil, drugi je pa, tak sem se rodil, sprejmi me. Ja. In ko to en človek reče... To je običajno tudi, to je doskrat tudi obrambni mehanizem. Ja, seveda. Ampak je pa tukaj v bistvu malo taka, tukaj je malo izziv, kako bi rekel temu. Pomembno je, da se vsi ljudje počutijo sprejetega. Ja, razumem. Tudi če je počasnejši. Ja, pač pomembno je, da pač doskrat ljudje rečejo, tak sem se rodil, sprejmi me, v bistvu oni vse, kar hočejo, samo da pač jih nekdo sprejme taki, kot so. Ja. In pač potem, ko oni čutijo, da jih ti sprejmaš, potem so pripravljeni se odpreti in rasti. Tako da je pomemben, če je ena oseba recimo, ki ful raste, pa druga, ki ne. Ja. Recimo, da ta druga, ki ne, da reče, tak sem, sprejmi me, je ful pomemben, da ona dejansko sprejme. Ta druga oseba. Ja, kakšen on je. In se temu ne opira. Zato, ker drugače pa lahko rata dejansko nezdrava dinamika. Mogoče rabi več časa, mislim, ja. Ali pa samo pač, da čuti, da ga nekdo noče spremeniti. Ja, razumem. Ampak, da ga sam spremeti, da ga je. In doskrat lahko to povzroči rast. Samo posebne, da... Ja. Ker to je tudi moj primer na kolesu, ko ti vidiš nekoga, ki se odzove na tak način, da se tudi, ko ga tujec napade verbalno, ostane miren in tudi empatičen, ampak tako iskreno, ne ono, imejte lep dan, gospod. Ampak tako, iskreno empatičen, velika človek pa pomisli, ok, jaz bi tudi to. Ja. A se lahko to naučiš, se je pol svet problem, če rečeš, tak se je rodil. On se je dihal rodil tako, da se nikoli ne razbur. Pa jaz sem bil tako, razlog, da sem jaz šel, pa sem imel tako za najmanj konfliktno osebo zdaj, razlog, da sem jaz šel na coaching sploh je bil, ker sem pač imel izpade jeze do Ester, ki jo imam najbolj rad, do frendov. Čutil sem, nekaj sem prebral drugače, you can judge the size of a man by the size of the things that annoy him. Se pravi, velikost človeka lahko oceniš z velikostjo zadev, ki ga spravijo ob živce. Če ti znoriš ob vsakem rečem semaforju, pol si zelo mali človek. Če znoriš, ko, ne vem, zboli tvoja ljubljena oseba, valjda, vsak bo takrat pod stresom, noben ne bo mogel biti optimalno. Kar hočem reči, takrat sem rekel, ok, jaz sem res, jaz to hiter ven padem, pač, jaz nočem biti tak. In to je bilo, moj nekak prvoten cilj je bil, pol je pa še spanje, nespečnost, popadanje s tem, ampak prvi cilj mi je bil vedno, da sem se začel ukvarjati s tem, ne vem, kako bi rekel, personal development. Osebnostni razvoj. Tako je bil, da sem hotel biti bolj mirna oseba, ki ne stresira toliko svojih bližnjih za brez veze. Ja. In tle sem najdel drugače eno stvar, ki sem ti hotel predstaviti, ne vem, če poznaš, mogoče ne eno. Dve študiji sta bili na podobno temo. Pač, če gledaš čisto generalno, kako možgani delujejo, že od pradavnine, je pač approach reward, pa se pravi avoid threat, se pravi približaj se nagradi in izogibaj se nevarnosti, se pravi tam nek Klemen je šel po neki puščavi, pa je videl neke robide, ki jih je hotel jesti in tja bo šel, če bo pa zadnji začel neka žval renčati, boš pač raje laufal stran od tega. In ne samo to, celo možgani so bolj narejeni tako, da je ta threat, se pravi, ta nevaren del je glaven. Bolj te bo zanimal, a neki renči, kot te bo zanimal, a je tam robida. In to, če preneseva analogijo zdaj v modern svet, Barbara Fredrickson je ena psihologinja iz University of North Carolina, ki je ugotovila z nekimi svojimi temi raziskavami, da če se človek želi počutiti uravnovešenega, zadovoljnega v svojem dnevu, recimo, da bo rekel, imel sem dober dan, mora imeti 3-krat več pozitivnih izkušenj kot negativnih. 3:1 razmerje.
ker so negativne toliko močnejše. Če si predstavljaš, recimo jaz grem v bolnici, v kliničnem centru po hodniku, pa srečam enega sodelavca, pa se mu nasmehnem, pa se on meni nazaj nasmehne. Najbrž tako čez 10 sekund že delam neke stvari in sploh ne vem, kaj se je zgodilo. Ali pa če grem, pa se mu nasmehnem, pa on tako dosti resno ali pa grdo gleda oddaljavo ali pa me sploh ne pogleda, lahko da bom celo 5-10 minut ali pa celo 1 uro razmišljal, pač kaj je narobe, a sem naredil kaj narobe, a sem mi skregana, a on misli, a mu moram nekaj napisati. Koliko ti to več pomeni? No in pazi to. To je pa še ena študija, ki je pa naredil John Gottman iz University of Washington. Ja, to pa poznam. No, njega poznaš. V zakonski zvezi mora biti pa to razmerje 5:1. Ja. Se pravi, ne samo, da mi hočemo od svojega življenja 3-krat več pozitivnih stvari, da bomo rekli, da je naše življenje lepo. Ampak v zvezi, če bo 3-krat več lepih stvari v naši zvezi, bomo nezadovoljni. Pač. To je tako za ozavestiti, čisto tako, da vidimo, da seveda, v zakonski zvezi smo najbolj povezani, jaz od moje žene pač več topline in nežnosti pričakujem, kot od nemunga, ki mi na pošti proda časopisa. Valjda. In me bo bolj zmotil, če bo kaj narobe. Ampak dajmo sam si reči, ok, pač nek zdravo pričakovanje od ljudi, s katerimi živimo. Ne? Ker ta John Gottman je pa napisal, da on v bistvu lahko s temi svojimi prediktivnimi računi in opazovanjem 95% natančno, meni se zdi, ne? Ocen... A bojo ostala skupaj, ne? Tako, a bo prišlo do ločitve. In pa je napisal, da najbrž zaradi tega ga ne vabi več toliko na žure. Ker se začne pogovarjati. Ampak daj tvoj komentar na te statistike. Ja, pač dejansko jaz zato doskrat svoje coaching seanse zaključam s tem, da pač povabim par, da si data pač par komplimentov. In pač recimo 3 komplimente vsak in potem jih tudi povabim, da pač drug povzame ta kompliment. Ker v bistvu to pomeni, da ga res sliš in da ga pač sprejme. Ker doskrat ljudje v bistvu ne sprejmejo komplimentov. To poznam. Ker pač ti nekoga pohvališ, tako, ma ne, ful imaš lepe lase, ali pa, tako, ma ne, nisem šel že 3 leta frizerju. Tako, pač, jaz sem ti klikar dal kompliment, pač. V bistvu je to tako, da bi ti zavrnil dar nekoga, ne. To je ful pogosto, ja. To si ful dobro napisal. Ma ne, posrečal se mi je. Pač to se mi je samo usrajal, nisem dober. Ja, in pač dejansko pač, ne, lahko sprejmeš ta kompliment, ker je v bistvu to neka pozitivna energija, ki ti jo nekdo hoče podariti, lahko pač ti sprejmeš to. Kaj pa, če bi ti on rekel, tvoje lase so danes ful sluzavi? Ali bi ti rekel, ne sprejmem tega, jaz imam ful lepe lase, ali bi se takoj obesil na to? To je pa ful lažje sprejeti, ne da? Pač tako, take stvari pa človek se ful zapomni. Ker smo pač navajeni na to negativne stvari. Zakaj se pa ljudje to utepajo teh komplimentov? To je dobra fora. Dobro je to, da se tudi izmenjaš na koncu, res sem mi všeč. Ja, in mislim, takrat se pa v bistvu, jaz kar zavidam, kako pač potem, ko si par komplimentov izmenjate, pač par že bolj žari, pač. Ker je pač neka pozitivna energija začela teči in so se na to usmerjali. Zakaj so ljudje zakaj ljudje ne sprejmejo komplimentov, je več različnih razlag bilo za to, ampak ena izmed njih je tudi, da so pač dejansko jim je neudobno, niso navajeni na ta višji nivo pozitivne energije. To je pa pač nekaj, v katerem pač ta avtor Gay Hendricks, ki sem jaz rekel, v knjigi Big Leap, govori, temu se reče The Upper Limit Problem. Koliko pozitivne energije je tebi udobno v življenju pač izkusiti. Zato, ker dosti ljudi v bistvu se zelo dobro počutijo in pa se mogoče začnejo že počutiti slabo, ali pa celo, kako bi rekel, guilty, kako je to po slovensko, pač kriv, ja, občutek krivde. Ja, imajo občutek krivde, ker se tako dobro počutijo. In potem pač nekaj najdejo, zato da pač ponesejo ta nivo spet nek. To sem imel izkušnjo, ko sem prišel iz tega, prav iz Amsterdama, kjer smo bili na tem trodnevni delavnici, in sem prišel, tako res sem se dobro počutil, tako full. In pa sem prišel tako v normalen svet, tako ne vem, greš tam v kuhno, pa srečaš, ne vem, nekega frenda, ki se pa v službi, ki ima pač beden dan, pa si tako, lahko pač umakneš to skodelca, pa jo pomiješ, pa briga me za to skodelca. Pa tako iznori. In pa si ti tako začneš dejansko razmišljati, a je z mano kaj narobe, ker pričakujem, da sem lahko tako veš zadovoljen. A ima on v bistvu prav pač. A je ta skodelca zdaj ful težava. Mislim, na ta način. Druga je pa plat iz vidika teh ljudi, ki te obkrožajo, če začneš živeti malo bolj, tako si rekel, nekako z uvidom, pozitivno čuječe, je, da oni lahko se počutijo ogrožene. Jaz sem to videl, da če si okoli takih ljudi res zadovoljen s sabo in z drugimi in nekako imaš neko poslanstvo, vidiš nek cilj, nek ciničen človek rata še bolj ciničen. Ja, v bistvu jih lahko to dejansko
trigira oziroma pač povzroči nekaj. Kaj pa on misli, da je? Ja, ali pa kako je pa on lahko tako vesel, nekaj narobe z njim. Dejansko, To je. dejansko sem jaz imel izkušnjo, da je ena moja sorodnica, ki je pač, mislim, da je psihoterapeutka, je dejansko razmišljala oziroma se pogovarjala z mojo mamo, da bi mogoče mene mogli dati na tablete. Zato, ker to, kar sem jaz vesel, je mogoče že nezdravo. Ampak dejansko pač ne, jaz sem bil samo vesel in sem še vedno vesel. In pač je to zanimivo, pač, ker ljudje vidijo enega res iskreno veselega človeka in reče, čak, mogoče je nekaj narobe. Me zanima z vidika zdravnika, kjer je tableta imela v mislih. Ja, ne vem točno. Neka pomirjevala, najbrž. Ja, mogoče. Pa. Zanimivo. Ja. To je, se mi zdi izziv, da lahko naredi odpor pri ljudeh. Zato je tudi ful dobro to, kar si rekel, da razumeš, da ima vsak nek svoj tempo pa svojo pot in da sprejmeš, a ne? Da nisi to, ker jaz sem tudi bil malo, to pa priznam, ker sem prišel nazaj iz Amsterdama, sem tako, ne vem, sem šel do mame, pa je ona rekla nekaj, tle, vse mi gre narobe, pa še ta posoda je tle, pa sem mi začel tako, ta posoda ni problem, pa ti se samo moraš zdaj vprašati, kaj je moj problem, pa kako lahko jaz rastem, pa je ona tako, daj, pust me, a veš, v bistvu sem jih hotel tako. Dejansko, kar povej. Ja, ne vem, 5 dni svojega, a veš, introspekcije, takrat so imeli, ne vem, 12 ur na dan na predavanja, sem jih hotel tako v 10 sekundah, kao, da zdaj bo ona rekla, hvala, spremenjena sem. Ja, to je pa moj proces, katerega pač vsak gre. Večina ljudi, jaz sem prišel nazaj, sem kar tako, sem začel pač spremeniti stvari, ampak v bistvu pa ugotoviš, pač ljudi rabijo svoje procese. To je to, kar si rekel, da sem jaz rabil ful dolg časa, da si me prepričal, ker si ti pač prišel in tako instantno hotel, da jaz dojamem, da pač, če bom začel to delati, bom ful bolj srečen, pa ne vem kaj, tako. Se to je tako zdaj, ne, veš, najlažje bi bilo, da bi tako sam rekel, ne vem, enkrat posluša, pa si reče, jaz bi tudi to probal, a veš, ni tako, da se zdaj pogovarjava o mišicah na rokah, pa pol tako, ok, zdaj pa kdor hoče probati narediti tako 20 sklec vsak večer, adijo. Ni enega ful preprostega recepta, ki ga lahko pusti. Jaz ne vem, mogoče tudi na tej točki sam poveva, kje tudi, če bo koga res potegnil ta pogovor, kje lahko tebe najdejo, tudi tam ti imaš spletno stran. Vse bom tudi po linku v spodino, pri podcastu, ampak še sprejemaš kakšne. Ja, še. Tako da, če bi kdo se želel poglobiti, to je ena, Klemen zihar dober naslov, pa ne vem, a imaš kakšno tako priporočilo knjižno, vedno rad vključam. Mogoče kaj za začetek tako, da ti malo odpre pogled, najbrž si veliko tega prebral. Zdaj recimo ena knjiga je pač ta The Big Leap, rekel, Gay Hendricks, je pač potem, kaj je bila še kakšna knjiga, recimo za pare, ena najbolj vplivnih knjig, je v bistvu Conscious Loving. A je prevedena tudi? Dejansko ne vem, če ne veš, se mogoče zavedno življenje, zavedna ljubezen, Conscious Loving. Bom pogledal. Katie and Gay Hendricks. Imamo tudi ta knjižna priporočila, da v pol spodju link. Ja, takaš moja spletna stran je pa clementhomas.com, clementhomas.com. To si mogel malo tudi frink v bistvu za tvoje mednarodnega udejstovanja. Ja, to je tudi v bistvu zanimiva zgodba. Ker sem se upisal v San Francisco v gym pač, v telovadnico in pač sem razlagal nekomu, kako se pišem temu, ker je pač delal tam za šankom in pač sem rekel, KLJ in je pač on tako, kako se to napiše? Sem jaz tako KOKELJ, pa tako on piše in tako, interesting. In pa si pomislil, da... V glavnem, jaz sem potem pač mojemu očetu je ime Tomaš in sem se pač odločil, za pač mednarodne stranke, bom jaz rekel Clement Thomas, da pač si lažje zapomne. Da ne bojo vse tako, kaj? Interesting. Ja, točno tako. Prvi stika, veš. Pač, Hudo. clementhomas.com. Tam imam tudi eno vizualizacijo, ki jo lahko dobite brezplačno. Vizualizacija je pa tudi ena od tehnik, ki jo v bistvu tudi zelo veliko uporabljam. Pa se mi zdi, da ti tudi nasploh čuječnost ful, ti meditiraš tudi redno, ne? Ja. Vsak dan meditiraš? Ja, tudi dvakrat. Pa tudi vizualiziram vsak dan, ker to je ena najboljših tehnik. A pa je kakšna tako tehnika vizualizacije, recimo, da bi zdaj v 2 minutah ali pa tako, da lahko tudi doproba doma, se ni treba, da zdaj vodiš, ampak samo tako, na kak način bi to delovalo? Ok, pač vizualizacija ima par korakov. Prvi korak je, da se res umiriš, da spustiš svoje mišice, spustiš svoj to lahko narediš na različne načine, lahko greš dejansko, ne vem, v banjo ali pa nekam, da se pač res spustiš, lahko greš v savno. Lahko pa pač samo, ne vem, se uležeš, pa pač se pustiš, da se res malo, da si brez telefona, pa se samo umiriš, recimo dihaš v bok.
Potem drugo je, kar pomaga, je, da se recimo probaš spominjati nekih preteklih, kjerkoli spominov, ki se jih lahko spomniš, kada si se počutil srečen, zadovoljen, uspešen, ne vem, ljubljen, lepi intimni trenutki in si pač probaš te stvari predstavljati. In recimo tudi odvisno, kaj bi si rad vizualiziral. Če bi si ti rad nek karierni uspeh vizualiziral, je fajn, da se najprej spomniš par trenutkov v preteklosti, ki si se počutil uspešnega in si pustiš, da čutiš ta občutek. In potem, ko se enkrat res povežeš s temi, se v bistvu kot da bi se nek pač neka luč, nek preklop zgodil in v bistvu potem si tudi lažje predstavljaš. Ker si v bistvu se ti povežeš s temi občutki in pa si tudi lažje predstavljaš prihodnost, pa kaj bi ti rad dosegel in si tudi lažje pa predstavljaš, kako bi se ti počutil, ko boš to dosegel. In si potem pač lahko lažje pustiš to čutiti. To bi bilo tako recimo 3 koraki na kratko. In poanta vizualizacije je v bistvu, ker to, kar si rekel, dejansko pol čutiš. Ne, ker v bistvu mogoče ljudje ne vejo, ampak vsak od nas je tako vsak dan kaj vizualizira. To bi bil mogoče 4. korak, da si potem res probaš v detajlih predstavljati, kako se bo, kakšen bo občutek, ko boš pač ti, ne vem, imel to hišo, ker vem, da tiha, David, hočeš imeti recimo. Ja, in si pač predstavljaš, in si pač predstavljaš, kakšen občutek bi bil, ko si pač ti sprehajaš po tej hiši, kakšni vonjavi so. In dejansko pač ti že v tistem trenutku živiš v tej hiši in pač tvoje telo ti dejansko misel, ker ne vidi razlike med tem, tvoje predstava, ne vidi razlike med tem, kaj si ti predstavljaš, pa kaj se dejansko dogaja. In potem bo v bistvu tvoja podzavest začela iskati načine, kako se je to uporabljal drugače. Tudi sem si dejansko predstavljal sebe kot specialista infektologije, ki ima ful znanja. In pol, ko sem to vizualiziral, si kratko malo začneš čutiti to samozavest. Pa ta mir, ki viš, da tako ne. In ljudje si vsak dan pač uporabljajo vizualizacijo, ne da bi to vedeli, ker si predstavljajo, kako bo jutri stresno, ko bojo šli do šefa, pa kako bojo odprl vrata, pa bo on tako strogo gledal. No, to je dober point. Vsi si vsak dan vizualiziramo. Ampak večina ljudi si vizualizira stvari, ker noče, da se zgodijo. Tako je. Ker se pa zgodijo. Tako da, in takrat, ko si to predstavljaš, čutiš pač, kako ti razbija srce, pa si tako malo poten, pa živčen. In zakaj ne bi šel v drugo smer? To je to, kot nekomu rečeš, ne vem, oni, ki meditirajo, imajo lepšo kožo, pa so tako vsi. To je pseudoznanost, to ne more biti res. Če pa enemu rečeš, če si v stresu, boš osivel, pa tako si, ja, valjda, to je znanost. Zakaj so ista stvar, samo da pač negativno? Zakaj bi pač ene misli lahko fizično spremenile tvoje telo, druge pa tako, ne, to je hipi scena, to pač ne može. A veš, sam mimo te skepse moraš, tako da unika ne meditirate še, veste, da jaz to ful zagovarjam. Ja, in jaz sem dejansko imel en trenutek pač v moji vezi, kjer pač sva imela pač nek prepir in je pač ona šla na WC in sem jaz pač v tistem trenutku se začel pač vizualizirati, kako bi se počutil, če bi pač mi dva bila v bistvu ful povezana, pa če bi ona pač bila neka čutila privlačnost in sem si pač predstavljal, kako se njene pač mišice na obrazu pač sprostijo in pač to, in sem jaz pač sam tam sedel pač in užival v tem občutku in potem je ona pač prišla nazaj iz WC-ja in pač prej smo se nekaj kregala, ona je prišla nazaj, pa tako že prijem se usedla tako, kaj ti delaš? Nekaj je drugač, pa jaz tako, jaz sam tako sedim, tako, nač, jaz sam uživam tle, pa mi pa še uživam v tem, kaj te gledam. In se je pač tako usedla in se pač dejansko se je točno to zgodilo, ker sem si predstavljal, pač ona je začutila to drugo energijo in pač se je sprostila, pač dejansko so mišice na obrazu in pač je čutila to privlačnost. To je res dobra poteza. Tako da sem jaz dejansko pa to vizualizacijo nekako ustvaril, pa je pač naredil available pač na svoji spletni strani. Za poskusiti. Tako da, če greš na klemo.com, lahko pač probaš to vizualizacijo. Ej, ful dobro. Zdaj, ne vem, se sva skoraj 1 uro že pogovarjava. Tako jaz ponovadi več kot toliko niti ne težim svojim gostom, čeprav se ful dobro stava pogovarjati. A je še karkoli tazga, kar misliš, da bi lahko omenila ali pa pokrila? Vem, da si mi ti enkrat tudi omenil. I wish I had the confidence as a 25-year-old life coach. Pač želel bi si, da imam tako samozavest kot 25-letni življenjski coach. To sem prebral nekje in sem prav rekel, če bo imela pogovor za podcast, ki bi jaz furat imel tudi o coachingu, pa v bistvu ne vem, kdo bi bil boljši gost kot ti. Moraš vedeti, da bo kao veliko skepse, ker ljudje dejansko life coach se sliši, da je tako... Pač ti si rekel, da bi pričakoval, da je to nek 90-letni človek z brado, ki je tako vse česa. Točno to, ja. Ampak 3 vojne, pa živi na Himalaji. Ja, in pač kaj sem jaz hotel povedati, da je recimo leta 1560 je pač bil en v Indiji nek vodja, ki je bilo ime
Akbar the Great, Akbar veliki. In on je imel pač tako, Že ne mi všeč. on je imel tako on je bil ful uspešen voditelj in je imel pač na svojem temu, kako se reče, court, na svojem temu Ne vem, pač, kjer je živel. gradu ali kjerkoli je živel, pač je imel ja. ful enih svetovalcev. In pač niso bili vsi kralji, niso bili vsi neki najboljši vojščaki ali pa najboljši politiki, so bili pa pač modri in so mu pač lahko dali neko refleksijo in mu pomagali pač videti svet iz druge perspektive. In dejansko to, da ti nekomu pač daš neko vprašanje, ki mu pomagajo spremeniti pogled na svet, zato ne rabiš, da si ti vse te stvari preživel, pa biti boljši v njemu, ampak je sam pomembno, da znaš ti neko drugo perspektivo ustvariti. In to dejansko... To je dober. Zdaj sem dobil v glavo sliko tega, kar pravi folk. Zdravnik mi je rekel, da naj zdravo živim pa treniram, ampak v bistvu ta zdravnik je bil debel. Tako da to je kar neki. Ampak to še ne pomeni, da ti on ne more pomagati. Točno to, on ima, ne vem, tudi ful znanja na področju medicine, on ve, da je pač, ne vem, tisti, ki so bolj fit, živijo bolje in dlje. In zdaj pač očitno ni imel neke, ne vem, časa, energije, integritete, da bi sam prišel do tega, nažalost, mogoče še bo. Ampak on ti pač to znanje lahko podeli. Ja, mislim, se jaz drugače se zauzemam za to, da pač trying to walk the talk, pač probaš tudi tako, to uporabljati v svojem življenju, definitivno. Ampak recimo včasih pa ne vem, delaš z nekim podjetnikom, ki je pač milijonar in pač, ok, zdaj ne bom jaz se trudil pač ratati milijonar, da lahko njemu dam nek nasvet. Pač. Točno to. Pač ni treba, ne. Se te coachi od vseh teh, ki si prej rekel, CEO, od teh direktorjev, od tenisačev, niso tako bogati kot oni, čeprav imajo najbrž dosti znanja. Ampak walk the walk v smislu, da ne boš ti razlagal, kako ne biti uskipljiv v razmerju in pa prišel domov in nakuril svojo ženo. Pač. Na to najbrž. Vsi se moramo trenirati. V bistvu tako, kot tudi jaz pač, ko pomislim recimo na te, pa na to, kaj delaš, pa vedno pomislim, da nekako je s tabo komunikacija tako neotežena, mirna. Veš, na način, da vidim, zakaj to delaš. Da en pač jezen, živčen človek ne more biti coach. Vidim to skepso ljudi, ko vidijo enega mladega, srečnega, pa je tako, jaz vam bom povedal zdaj o življenju. Pa so tako, kaj boš ti stari, ti še niti brala ti še ni dobro zrasla. Ampak sem pa, moram ti pa reči, da sem srečal tudi veliko mlajših ljudi, ki so imeli večji uvid nekako tudi v odnose in v sporazumevanje kot kakšni starejši ljudje. Ja, pač dejansko starost ne pomeni, da ti več veš, da si bolj moder, da si bolj uspešen v odnosih. Pač odvisno je, kako ti izkoriščaš svoj čas. Tako. Če ti pač celo svoje življenje pač piješ, pa se prtežuješ v svojem življenju, pač če si 90 let star, ne boš me mogel nič pomagati. Če pa nekdo pač 3 leta delo ful intenzivno, in se ful veliko naučil, mi bo verjetno bolj pomagal kot nekdo, ki pač nikoli ni bil niti odprt za te stvari. Točno to je. Sicer življenje ti da nekaj izkušnje, ampak spet je na tebi, koliko jih vzameš. Ja. Tako da, drugače ful dobro, mislim, se mi zdi tako tudi ful dober zaključek na enega pogovora, ta zgodba. Ja, cool, ful dober pogovor in čist predolg imava že tvojega psa zaprtega izven sobe, ker je na glas dihal. Pa so ga mogla odstraniti, ja. Bova mogla, po moje, počasi zaključiti, pa... Ga bova šla počasi rešiti. Ja, hvala ti, Klemen, no. Jaz se noro veselim, da poslušam spet in spet ta pogovor, pa upam, da bo še komu koristil, mislim, sem ziher, da bo, no, vsaj prva stvar, ki se ti zgodi pri takem pogovoru, ne da zdaj si po tej eni uri drug človek, ampak da ti odpre neka vprašanja, mogoče, ko nisi vedel, da bi se jih mogel sploh vprašati. Me veseli, hvala, da si me imel na temu tvojemu šovu. Zdaj je že šov, prej si nekaj tako, najboljši podcast. Evolvil sem se, razvil sem se. Mogoče s tvojo pomočjo ratam najboljši podcast v Sloveniji. Pa valjda, kot vedno, ful hvala vsem poslušalcem in upam, da ste odnesli od tega, kar ste želeli. Pa imejte en krasen večer in čudovit prestanek dneva.